pozdrav tudi v mojem imenu, sem Sandi Curk, regijski poveljnik civilne zaščite za Notranjsko in najprej bi se želel zahvaliti za tako hitro pobudo in sklic novinarske konference, ki sta zagotovila tako župan občine Postojna Igor Marentič in župan občine Pivka gospod Robert Smrdelj. Verjamem in pričakujem dosti vprašanj, tudi se strani naših občank in občanov, državljanov in državljank dobivamo številna vprašanja. Borimo se proti neki bolezni, proti nekemu, smo rekli včasih, zunanjemu sovražniku, ki ni viden. Tisto, kar je nevidno, povzroča strah, vendar v tem trenutku lahko zagotovim, da je predhodno in pa v bodoče ta država in pa vlada z vsemi svojimi resornimi ministri zagotovila ukrepe, ki so mogoče v prvi fazi, saj za strani gospodarstvenikov boleče, vendar pogledajte, na prvo mesto bomo dali danes, jutri in pojutrišnjem vse ukrepe, s katerimi bomo zagotovili varnost državljank in državljanov. To je najvišja cena in najvišja vrednota, v katero moramo vsi skupaj z vami strmeti. Lahko sprejmemo številne ukrepe in ukrepi so v pripravah in se bodo še izvajali, vendar največji ukrep, ki ga lahko v tem trenutku naredimo, je samozaščita samega sebe. To pa pomeni dosledno spoštovanje priporočenih ukrepov, omejitev druženja in pa osebna higiena. S tem lahko pridemo do največje preventive lastnega zdravja in pa zdravja tistega, ki živi z nami ali ob nami. Hvala lepa. Predajem besedo direktorici zdravstvenega doma Postojna, gospe Ireni Vatovec. Glede na to, da imamo na področju naše regije tudi prve pozitivne brise in potrditev virusa COVID-12, je prav, da nam ona tako strokovno razloži situacijo, s katero se srečujemo v regiji. Hvala za besedo. Torej, moje ime je Irena Vatovec, sem direktorica zdravstvenega doma Postojna, ki je tudi eden od ozemnih točk za brise širše regije. Prihajajo ljudje tudi iz sosednjih občin, predvsem iz občine Idrija, dogovarjamo se tudi z občino Cerknica. Do zdaj smo vzeli 30 brisov in kaj se nam je zgodilo? Zgodilo se je to, kar smo pričakovali, ker veste, da širjenje virusa ne moremo popolnoma preprečiti in včeraj zvečer smo imeli prva dva primera, dve osebi z pozitivnim brisom na koronavirus. Obe osebi sta imela tudi simptome prehladnega obolenja. V času, ko sta prišli v zdravstveni dom, nista imeli več povišane temperature, ne moremo pa reči, da v času, preden sta prišli do nas, nista imeli tudi ostalih zdravstvenih težav. Zelo smo bili veseli, da so se obe osebi ravnali po navodilih, kar pomeni, da sta prišli direktno po dogovoru v našo izolacijsko sobo, kjer so jim bili vzeti brisi. S tem smo preprečili, da bi te osebe prihajale v objekt zdravstvenega doma, kar pomeni toliko manjšo možnost, da bi prihajale v kontakt tudi z pacienti v zdravstvenem domu. Kaj je naslednji korak? Tukaj stopi na vrsto epidemiolog, kajti bolezen sama ni težko potekajoča. Obe osebi sta naslednji dan, se pravi ne tisti večer, bili varno prepeljani na infekcijsko kliniko, kjer se bodo še odločali, ali bodo tam ostali oziroma glede na lahek potek bolezni se te osebe vračajo v domače okolje. Epidemiolog določi, kdo so tisti tesni stiki, vsekakor so to vsi, ki živijo v istem gospodinjstvu, ali lahko tudi drugi tesni stiki z potrjenim, obolelim in potrjeno okuženim. Se pravi, bolnik nas lahko okuži. Do zdaj niso ugotavljali, da bi nas lahko okužila oseba, ki nima simptomov. Se pravi, kar se tega tiče, smo zaenkrat varni. Okuži nas bolna oseba, in ta oseba mora biti tudi ustrezno obravnavana. Se pravi, v karanteni so svojci in tesni kontakti, kar je lahko nekdo, ki je bil res dolgo časa v tesnem kontaktu z obolelo osebo, kar določi epidemiolog.
Skrbijo pa nas in največ vprašanj je bilo za te druge stike, ne ta visoko rizični kontakt, ampak drugi tesni kontakti z obolelo osebo. Skrbelo bi nas, če bi ta obolela oseba delala v vrtcu, v šoli, v zdravstvu, ker bi prihajala v kontakt z ostalimi ljudmi, kar pri nas ni bil primer. Dobro je, da sta obe osebi tudi bili v kontaktu z državljani Italije, pomeni, da vemo, od kje je vir. Ostale osebe, ki so zdaj v karanteni in nimajo znakov bolezni, pa so lahko tudi delale v vrtcu, v šoli, v zdravstvenem domu, ne ogrožajo otrok ali pacientov. Te osebe so kontakt bolnega, ne bolni in nimajo znakov okužbe. Zakaj v karanteno? Ker se lahko zgodi, da bodo v roku 14 dni razvile simptome. Šele v tem primeru bodo odvzeti brisi. Se pravi, tudi osebam, ki so v neposrednem kontaktu z obolelo osebo, ne jemljemo brisov. Zakaj? Ker dokler nimajo znakov bolezni, ne pričakujemo, da bo virusa v telesu dovolj, da ga bomo zaznali z našo detekcijo. Šele ko ima, se pravi, oseba simptome, odvzamemo brise in preverimo, če gre za okužbo s koronavirusom. Po 14 dneh karantene načeloma so te osebe zdrave in niso bile okužene od primarnega vira. Se pravi, vprašanja glede otrok v vrtcu, kjer je ena od oseb bila v kontaktu z bolno osebo in ni bolna, je odgovor jasen. Otroci v vrtcu so varni. Prav, da prezračujemo, da razkužujemo in tudi vemo, da virus ne preživi več kot par ur v prostoru, kjer je bila bolna oseba. Kaj šele oseba, ki je v stiku z bolno osebo. To isto velja tudi v zdravstvenem domu. Izolacijsko sobo mi prezračimo, razkužimo, čez 1 uro jo ponovno uporabimo. Po tej logiki bi mi bili tisti, ki bi virus širili, ker veste, da sta bili ti okuženi osebi v izolacijski sobi. Tako da je odgovorov na ta vprašanja, smo bili v stiku in kakšnem stiku, dokaj lahko dati, če vemo, da nismo bili v stiku z okuženo osebo in vsi nadaljni kontakti niso rizični. Potem je še ena, gre vedno za tesni kontakt z okuženo osebo, ki ima znake bolezni. Takšna so do zdaj navodila. Ker pa vedno smo lahko en korak pred ostalimi ukrepi, smo se konkretno v zdravstvenem domu odločili, ker se bojimo vstopa bolne osebe v prostor ali do zdravnika ali v čakalnico in veste, da moramo res varovati zdravstveno osebje, da bodo lahko pomagali ostalim toliko bolj pred okužbami, bomo na vratih izvajali triažo. Se pravi, vprašanja bodo preprosta. Ste bili v tujini, kje, kdaj ali v stiku z okuženo osebo? Če so vsi ti odgovori negativni, bo naslednje vprašanje, imate znake bolezni? Kakšne? Vročina vsekakor, utrujenost, prehladna obolenja, lahko tudi druga. In v tem primeru, če je oboje pozitivno, tako osebo takoj preusmerimo v našo izolacijsko sobo. Vkolikor bo pa epidemiološki del negativen, bomo tudi tokrat bolno osebo, ki nima kaj iskati v zdravstvenem domu, razen če ni naročena, preusmerili, da pokliče svojega zdravnika in se dogovori za datum pregleda. Na ta način bomo lahko tiste, vse veste, padalce, ki bi prišli in bi šele kasneje zanje ugotovili, da so možno okuženi in bolni in ti ogrožali naše paciente in zdravstveno osebno, to bomo preprečili, ker imamo tudi pri odvzemu brisa kar nekaj takih primerov, da so prišli ljudje, ki so imeli morda tudi druge simptome, niti niso vedeli, da imajo povišano temperaturo, ugotavljajo, da ljudje doma nimajo termometrov, si namerijo temperature in tudi z drugimi simptomi, to smo ugotovili šele v ambulanti, na srečo ti ljudje niso bili pozitivni, ampak glede na izkušnje, ki so zdaj nove, imamo nova navodila. Kupite si termometer, zmerite se temperaturo in dajte se posvetovati po telefonu. Telefonske linije smo pa ojačali, tako da naši pacienti dobijo pravočasno odgovor. Moram reči, da lahko ocenim, da se tudi ljudje samozaščitno obnašajo, ker je število obiskov v ambulantah bistveno nižje. Se pravi, vsak se boji priti v zdravstveni dom, če ni nujno, kar je morda v redu, ker ti pacienti očitno ne rabijo naše pomoči. Morda je malo manj samozaščitnega takrat, kadar sem pa jaz bolan
in rabim pomoč in takrat me za druge ne zanima. Tako da tukaj bi morda res apelirali na ljudi, pomislite tudi na druge, ne samo nase. In to bi bilo moje sporočilo. Situacija je nadzorovana. Ni se zgodilo nič, kar ne bi pričakovali. Na srečo smo imeli za upraviti z ljudmi, ki so se tudi po protokolih ravnali, mi pa tudi. Se pravi, zdaj ni vprašanje, ali so svojci pozitivni, ker brisa nismo jemali. In glede nadaljnji razvoj dogodkov se bomo odločali o nadaljnih ukrepih, seveda v povezavi z vsemi službami, predvsem pa s tistimi, ki odločajo na vrhu, na kakšen način naj čim bolj omejimo to, kar se preprečiti ne da. Zdi se mi prav, da govorimo tudi iskreno, da povemo tudi, česar ne vemo, o koronavirusu marsikaj ni znanega, lahko pa povemo, kaj do zdaj še nismo potrdili. Ni prenosa preko okuženega zraka, če niste v kontaktu z bolno osebo, ni prenosa preko predmetov, če pravilno ravnamo, kar pomeni, to vemo zdaj, lahko da se bo to spremenilo, bodo ukrepi drugačni, tako da mislim, da se nihče ne dela grozno pameten, povemo, kaj vemo, kaj znamo in kaj lahko storimo. In mislim, da iskreno povemo tudi ljudem, da lahko samozaščitnim obnašanjem zaupajo družbi in stroki in zdravstvu, da bomo naredili vse, kar lahko, da omejimo širjenje bolezni. Hvala. Z današnjim dnem je vodenje koordinacije na ravni Vlade Republike Slovenije prevzel poveljnik Republiške civilne zaščite gospod Šestan Srečko. To ne pomeni, da bo sedaj civilna zaščita izvajala samostojne ukrepe, to pomeni, da jih bo koordinirala. Seveda pa bodo tukaj sproščeni tudi vsi resursi, ki so že do sedaj bili preko Republiške uprave za zaščito in reševanje z vsemi silami in sredstvi, ki so na razpolago. In tukaj treba poudariti, da civilna zaščita Republike Slovenije poleg strokovnosti in številčnosti sem trdno prepričan, da tudi se strani občanov in občank ima zaupanje in skozi ta primer vidim tudi še uspešnejše obvladovanje povezave med vsemi ministri, ministrstvi, strokovnimi službami in pa državljani in državljankami. Bi pa vseeno želel pohvaliti ukrepe, ki so bili že predčasno narejeni na področju občine Pivka in pa občine Postojna, kar je predvsem zahvala prisotnim dvema županoma, ki sta se primerno situaciji, katera se je razvila v Italiji, s svojimi ukrepi tudi pripomogla k temu, da širitev na tem področju ni taka, kot bi lahko bila brez teh ukrepov. Vam prisotni novinarji, novinarke, pa od srca hvala, ste ena od svetlih primerov slovenskega medijskega prostora, ki poročate zelo korektno oziroma pravočasno in tudi na koncu opozarjate na tisto, kar je potrebno za opozarjati. Hvala vam. Hvala bi še nekaj besed tudi v imenu občine Postojna. Lep pozdrav tudi v imenu občine Postojna, sem skupaj prisoten. Bom veliko krajši. Nekaj veliko dodati. Dejstvo je, da je širjenje nekih dejstev, katera ne držijo, lahko škodljivo. Širijo se dezinformacije, kar tudi ni v redu. Mi tukaj prisotni smo redno se v stiku. V preteklem tednu smo se že srečevali, se slišimo, informacije potekajo dvosmerno. Tako da tisto, kar ukrepe, ki jih izvaja občina Postojna, so ukrepi, kateri so skoordinirani z civilno zaščito in pa predvsem po navodilih zdravstvenega doma oziroma Ministrstva za zdravje. Pravilno je, da vse občine se ravnajo po teh navodilih, ker ustvarjati neko navidezno panično stanje oziroma vsaka občina po svoje na koncu lahko pripelje tudi do nekega kaosa, ki je resnično nepotreben. Jaz bi rad na tem mestu samo pomiril vse starše, ki imajo otroke v vrtcih in pa v osnovnih šolah, da ni razloga za paniko. Vse tiste informacije, da so vzgojiteljice, učitelji oboleli, niso resnične. Res je, da nekateri zaposleni so v stikih z obolelimi, torej s temi dvemi primeri obolelih v Postojni.
kar pomeni, da so tudi ti že v karantenah, torej sploh niso bili prisotni v tem tednu na svojem delovnem mestu, tako da zaenkrat so otroci varni. Poudarjam, tako v vrtcu kot v vseh šolah. Tudi z šolami smo v stikih, sam sem danes obiskal nekaj institucij, z ostalimi telefonsko, nekatere osebno, in dogovor je, da se popoldanski čas ne uporablja oziroma se v popoldanskem času zaprejo vse telovadnice, predvsem tiste, katere so v občinski lasti, vse ostale smo pa pozvali, da naj se ravnajo oziroma naj upoštevajo tako navodila Ministrstva za zdravje ali pa priporočila, drugače rečeno, in tudi občinska, da vendar naj zaprejo v popoldanskem času vrata teh prostorov, kateri so namenjeni druženju, tako ali drugače, torej tudi ljudi, za katere nimamo nekih podatkov, odkot so prišli oziroma ali so možnosti večje za neko okužbo. V vsakem primeru bomo nadaljevali z poukom in pa z obiskovanjem vrtca tudi naprej, vkolikor ne bomo dobili drugačnih navodil se strani vlade. Ponavljam še enkrat, ki bodo enaka povsod, ne samo od občine do občine, samovoljno, vsak po svoje. Tako da v tem trenutku lahko samo rečem, da ta dva primera, ki sta bila zaznana, sta veliko preveč za kakršnokoli paniko. Sama direktorica nam je pred nekaj dnevi lepo natanko tudi opisala, direktorica Zdravstvenega doma Postojna, opisala tudi bolezen kot tako, kaj prinaša oziroma kdaj je nevarna, v kakih primerih je nevarna, kaj je znano, kaj ni neznano, tukaj ni tistih umestnih sivih con, morda pa ali pa slišal sem, možno je tako ali pa ne vemo, ali vemo ali ne vemo. In mislim, da bi bilo tudi na mestu, da potem še enkrat ponovi nekaj dejstev o tej bolezni, tako da ne bo resnično nepotrebnega straha, da če greste ven, torej v trgovino, pa že obstaja veliko verjetnost, da se boste okužili. Ne, temu ni tako. In še enkrat, ne silite v prostore oziroma ne hodite tja, kjer je okuženost zelo velika, to govorim v tujino, v Italijo. Ne biti egoistični, misliti na se, pač mislite na tiste, katere lahko vi okužite. Če niste samo kritični do sebe, bodite pa samo kritični v tej meri, da boste druge zaščitili, torej tiste, ki so okrog vas. Pa govorim povsod, od trgovin, lokalov, vrtcev, šol, skratka povsod, kjer je večje število ljudi, bodite toliko samokritični in silite, če ni potrebno, če res ne vem, kaj je v tem trenutku tako nujnega, da bi morali hoditi v tujino, v kraje, ki so visoko rizični. Toliko z moje strani. Še enkrat, vrtci in pa šole, normalno poteka pouk in pa predšolska vzgoja. Vse karkoli bo pa novih dejstev znanih v bodoče, v 24 urah ali pa na danih dneh, mi vas bomo sproti obveščali. Nihče ne bo ostal brez informacije in še enkrat, ni vsaka informacija resnična, ki je nekje na Facebooku recimo zapisana. Tako da jaz bi potem na koncu, Robertu bi predal še besedo, pa bi potem na koncu vseeno še prosil direktorico za nekaj besed o sami bolezni, ki dejansko razširi potem pojme in pa tudi neko znanje in dobimo drugačen pogled na samo okužbo. Res pa je, nevednost pa neznanje sta pa največji sovražnik panike, zato dajmo poslušati, dajmo brati in upoštevati navodila. Toliko z moje strani, bi prosil pa še Roberta, župana občine Pivka, za nekaj besed. Ja, lep dober dan želim še z moje strani. Smo se odločili za tiskovko zaradi tega, ker je čez noč pravzaprav so se dogajali ta testiranja in tudi pozitivni rezultati, zato smo rekli, da je prav, da kar mi vemo in kar lahko povemo, da enostavno prenesemo to ljudem oziroma našim občanom, da imajo čim več informacij, tako kot je že Igor rekel, da je čim manj kroži dezinformacij in bojazni. Zdaj,
ampak tu je bilo že vse nekako razloženo. Zdaj strani občin lahko naredimo tisto, kar je v naši moči in tukaj se trudimo, tudi skupno koordinacijo. Imamo seveda skupen zdravstveni dom, tu je naša stična strokovna točka, na katero se naslanjamo in prek katere tudi izvajamo stvari, ki se nam zdijo smiselne in ne nazadnje, kar dobimo navodil z vrha, da reči strani vlade, z ministrstev. Tako smo se že dobili in naprimer konkretne stvari so v naših javnih zavodih oziroma inštitucijah, ki so pod okriljem občine, lahko rečem za Pivko, no, mislim, da v Postojni isto teče, je dodatno recimo čiščenje v šolah, stvari, in dezinfekcija stvari, ki se zdi, da so mogoče najbolj problematične, kljuke, stikala, pa še manj na stopnicah in tako naprej, WC-ji. Potem smo se dogovorili, da se tudi recimo tuširanja v šoli oziroma v športnih dvoranah ne izvaja, no zdaj tudi velja, da enostavno rekreacije ni, skratka, da se omeji na vse tiste stvari, kjer se lahko brez neke resne škode doprinese k temu, da je ta prenos okužbe čim manjši. Tako da strani občin bomo probali narediti, kar bo v naši moči, skupaj seveda s civilno zaščito, zdravstvenim domom, da poskrbimo, da bo ti prenosi potencialno čim manjši. Seveda je pa zdravstvo tisto, ki ga moramo držati v kondiciji, da bo tisti, ki pa potencialno se bodo okužili, da bodo lahko uspešno pozdravili oziroma za njih poskrbeli. Zaenkrat toliko. Irena, če nisem odveč, mi res povedala par besed. Bi, ne? Na vrsti vprašanja. Zdaj, dileme so, kakšna je ta bolezen. Koronavirus je podoben virusu gripe, po poteku je bolj kužen, kot vidimo po številu okuženih, in nekaj več smrtnosti. Mislim, da realna ocena smrtnosti še ni dana, ker ne vemo, koliko ljudi je okuženih za gripo, pa vemo že v tolikih letih. Predvidevamo, da je bistveno več ljudi okuženih in bo ta delež smrtnosti potem seveda bistveno nižji. Prenaša se kapljično, kar pomeni, da nastanejo drobne kapljice, ki priletijo kamorkoli na telo, se pravi na lase, na obraz, na obleko, zato nas maska ne ščiti pred okužbo. Ščiti pa maska druge pred okužbo, če smo sami ogroženi, ker te kapljice gredo skozi usta. Zato navodila za kašelj, v rokav, v robec, ne moramo pa se zaščititi, se pravi, če je nekdo okužen s tem, da mi nosimo masko. Imamo srečo, da ni aerosolnega prenosa, kot ga imajo ošpice, ker takrat je dejansko bolezen kot eksplozija. Kdorkoli je v kontaktu, pa tudi v istem prostoru na 30 metrov, bi zbolel. Tega podatka, da bi bila aerosolna okužba, ni. Se pravi, more človek, ki je bolan, kašljati, da kapljice ven prenaša, se pravi, če nima nobenega znaka bolezni, ne vemo, kako bi vas okužil, če te kapljice ne gredo ven in niste v nekem intimnem stiku z obolelim, z tem virusom. Tako da to, kar je drugače, je tudi, da obolevajo in so rizični bolj starejši in kronični bolniki. Pri gripi so tudi nosečnice in otroci. Otroci prebolevajo to bolezen relativno z majhnimi simptomi. Ne vemo, koliko je tudi brez simptomov bolnih otrok in je tu tudi razlika, kar se tiče gripe, zato si lahko to najlažje predstavljate. Ljudje, ki so zdaj v bolnišnici, po poteku bolezni jim niti ne bi bilo treba biti, so bolj zaradi tega, da so dejansko res izolirani in da se pridobi še kakšno informacijo glede poteka bolezni, ker je v bistvu to nov virus, nov potek bolezni, prišel naj bi iz živali, kjer je mutiral. Bojimo se, da ne bi bila vmes še kakšna mutacija. Do zdaj ni bilo podatka, da bi se virus spremenil in veste, da sezonska potekanja teh bolezni so značilna tudi za koronavirus, zato veste, da vedno čakamo, da bo ta konec zime in pomlad šla mimo in nam bo tudi narava pomagala, da se bo virus razredčil, ker veste, da prenosa in prav omejitve ne moremo zagotoviti z nobenimi ukrepi in sredstvi.
Zdravil ni, razen kot ste slišali z interventnega uvoza za najtežjo obliko potekajoče te bolezni, kar se bodo odločali na infekcijski kliniki, drugače se preboli brez drugih ukrepov, razen da smo v varnem, toplem okolju, da si izbivamo temperaturo in da imamo ustrezno nego. Bolezen je relativno kratka, po par dneh izzveni in veste, da je obdobje, ko naj bi bil človek rizičen 14 dni po kontaktu z okuženo osebo, vedno okuženo osebo in izzveni v 14 dneh. Hvala vsem mojim sogovornikom. Še enkrat, v tem trenutku ni nobenega pravega razloga za ustvarjanje nemira oziroma panike, čeprav situacija je zelo resna, vendar resna za spoštovanje samozaščitnih ukrepov. Zdaj pa prepuščam vam besedo oziroma vaše vprašanje. Marko Regor, Spop TV. V osnovi me najprej zanima te ljudi, ki so v karanteni, če lahko povete, koliko jih je, mislim, da tega podatka nisem zasledil. Ja, 11. Aha, okay. In druga stvar, zdaj razlogov za paniko je tak ni, ampak vseeno tudi v Postojni so nekatere ustanove za starejšimi, predvsem dom za ostarele in tako naprej. So tam bili potegnjeni kakšni dodatni ukrepi, ker pač virus zdaj tukaj v Postojnskem je, v končni fazi tudi porodnišnica, ok, vemo, otroci niso ogroženi, ampak ne vemo točno tudi, kaj ta virus še vse nas čaka. Ja, že preden se je pojavil virus, smo odsvetovali obiske v domu starejših občanov, kar mislim, da tudi upoštevajo, tako da ni kontaktov. Ta dva primera naših starejših občanov ne ogrožata, tako da glede na potek bomo pol videli, se veste, tudi ljudje, ki so v domu upokojenci, ne morejo biti čisto izolirani, ker pogrešajo svojce, na kakšen način bi vseeno eno kontakte vzpostavili oziroma da bi bili vsej ti obiski redkejši in preverjeno varni. Na področju naše regije od petka naprej so vsi domovi za ostarele zaustavili obiske in pa šli z ukrepi, ki jih je koordinacijsko telo, večji obseg čiščenja in te osnovne ukrepe. Je pa to težko, kot je direktorica zdravstvenega doma malo prej navedla. Govorimo o populaciji starostnikov in je to življenje v zaprtem prostoru brez stika s svojimi tudi povzroča dodatne probleme in tudi stiske teh ljudi, ki so v domovih. Če to te osebe, ki so v karanteni, so pod kakšnim nadzorom ali se zgolj samo opazujejo in če bi prišlo do kakšnih težav, vas pokličejo? Veste, zaenkrat so vsi navodila so na osnovi zaupanja. Nimamo tako kot Kitajci, ki imajo gor že, veste, magnetke in priletijo šmajseri, če jih kdo magnet premakne. Se pravi na osnovi samozaupanja, da se samozaščitno obnašajo in v kontaktih smo po telefonu, če karkoli potrebujejo. Tako da tistim, ki so v karanteni, zaupamo, da to izvajajo. Urejena je tudi nadomestilo osebnega dogodka v tem primeru, ker je izdan sklep ministrstva, v tem primeru imajo tudi pravico do povračila osebnega dohodka. Še kakšno vprašanje? Izvolite. Dve osebi, ki sta okuženi, neki zaskrbljenosti se pojavljajo tudi v njunih delovnih okoljih, ne samo v vrtcu, kjer vemo, da so neki sorodniki, sta bila z določenimi bolezenskimi znaki v podjetjih, recimo, kjer delata? Torej, epidemiolog je ugotovil, da so imeli v delovnih podjetjih drug tesni kontakt, tako da rečemo, ne najtesnejši, da morajo ti ljudje v karanteno, ampak dikcija je taka, oseba izpostavljena bolniku na delovnem mestu ali šoli, kjer je potrebno opravljati delo v istem prostoru, se smatra za drugi tesen kontakt. Ti ljudje so dobili pisna navodila za samo opazovanje brez omejitev gibanja. Se pravi, sodelavci imajo navodila, če je epidemiolog ugotovil, da gre za ta drug tesni kontakt, naj se samo opazujejo v primeru kakršnega koli simptoma bolezni, naj se posvetujejo svojim zdravnikom in nimajo omejitev gibanja. Za te ljudi pa bi jaz res rekla, če se že odločijo, da gredo nekam, kjer je veliko ljudi, da si nadenejo masko. Maska pri teh potencialno prenašalcih virusa je na mestu. Tak ukrep je zdaj po navodilih epidemiologov. In ti ljudje so bili kontaktirani.
Ni več. Jaz bi dodal samo še, ja, prosim. V tej ginekološkega oddelka v Ljubljani, tam so kar precej ukrepov sprejeli, a pričakujete, da se bo zaradi tega povečalo Postojni? Zdaj, glejte, tam je pač bila smola, da se je pojavil primer. Glede na to, na kakšen način ukrepamo, pričakujemo, da tak primer ne bo prišel lih na porodni oddelek ali na področje ginekologije. Vkolikor bo do tega prišlo, bodo ukrepi podobni. Zaenkrat so pa ukrepi tako kot za ostale zdravstvene organizacije. Lahko se dogovorimo o omejitvi prisostvovanja na porodih oziroma o omejitvi obiskov. V porodnišnici so. V vseh ustanovah širšega pomena so omejitve obiskov in bodo ostali do nadaljnjega, do priklica. Po mojem smo končali, ne? Jaz bi samo še dodal, in sicer, ko se ugotovi, recimo, prisotnost te bolezni, pač ugotavlja se lahko za 24 ur za nazaj, s kom se je gibala ta oseba. Vse za nazaj pred 5-6 dnevi, s kom je bil v stiku, pač ne. Od takrat naprej se ukrepa. In tukaj je potrebno pač spet ponovno z neko samokontrolo se kontrolirati ponovno. Ni nič odveč, ne. Tudi ponekod krožijo šale, radi se šalimo, kar je v redu, ampak dejstvo pa je, da gre tudi za zelo resno zadevo. In tudi neka samo zadostitve, češ upravičila, bolezen najprej nevarna starejšim, ne, je popolnoma zgrešena, namreč tudi ti starejši so med nami, so naši, torej moramo poskrbeti za vse. Zato še enkrat poudarjam, bodimo samokritični in če že moramo nekam potovati, mislim, da ni nič tako nujnega, naj ostanejo tam v Italiji tisti, ki pač morajo iti v Italijo in naj se ne vračajo. Bolj logično pa je, da niti ne grejo na pot in naj spoštujejo druge, torej da so tudi drugi okrog dovzetni, morda bolj za bolezen in z njihovo samo kontrolo je ne bodo širili. In še enkrat, zaenkrat ni še nobenega vzroka, ni tako kritično, ni vzroka za paniko, pa vendar bodimo resni in resno jemljimo situacijo. No, pretok meje je z današnjim dnem omejen, oziroma kot ste seznanjeni z včerajšnjo nočno sejo Vlade Republike Slovenije, naj bi se postopoma v tem trenutku, lahko zagotovim, ker tudi sam prihajam iz obmejnega področja, sem od vas, je protok deloma še sproščen, vsi ukrepi še niso, vendar bodo v najkrajšem času, kar pomeni, da bo gibanje prebivalstva iz ene strani na drugo mejo omejen oziroma puščen sam z določenim aktom, s katerim se bodo izkazali, da imajo nujen opravek na področju Republike Italije ali Slovenije, pri čemer za blago in storitve ni nobenih omejitev. Istočasno se bo začela izvajati tudi kontrola s strani zdravstvenih delavcev, tako imenovana vizualni pregled potnika in pa kontrola temperature potnika, ki bi želel vstopiti oziroma izstopiti v eno ali drugo državo. Hvala vam, še enkrat pa resnično sem presenečen nad vašim takojšnjim odzivom, takojšnji pomeni v zgodnjih jutranjih urah. Vse, kar vam lahko preko informacij dajemo, ne glede na uro, pokličite. Čudoviti ste. Hvala.